Evo, tako. Lep pozdrav. Danes se bom malo pogovoril o raziskovalnem delu v Sloveniji, o možnosti za raziskovalno delo. Imam dva zelo, lahko rečem, kar ugledna gosta, oba prejemnika prestižnega ERC projekta, European Research Council, ki ga je zelo težko dobiti, zelo kompetitivni projekti. Tako da sem zelo vesel, da se lahko malo pogovorimo o tem, kako bi lahko izboljšali tudi raziskovalno delo in kako je v Sloveniji. To sta dr. Marta Verginela z Filozofske fakultete in pa dr. Matevž Dular z Strojne fakultete v Ljubljani. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Najprej bi mogoče vprašal malo, kako je vajino stališče, kako se vama zdi. Zdaj fino se mi zdi tudi, da smo z različnih področij, jaz bolj z biomedicine, Matevž s strojništva, s tehnike, Marta z družboslovja. Kako se vama zdi v Sloveniji, na kakšnem nivoju imamo raziskovalno delo? Je dosti visoko, bi mogli se truditi, da bi šlo še na višjo raven? Kaj menita za svoje področje, recimo, ali pa tudi na splošno? Mogoče kar Marta najprej. Ja, torej jaz mislim, da nekateri vidiki raziskovalnega dela so primerljivi s tujino. Čeprav se veliko pritožujemo, da je raziskovalno delo slabo financirano, mislim, da vendarle obstajajo neki resursi, neka sredstva, ki nam omogočajo pač kontinuirano raziskovalno delo. Vprašanje je pa seveda, če so ta sredstva zadostna za to, da bi uveljavljali v raziskovanju, bom rekla, neke nivoje raziskovanja, ki so primerljivi z najbolj raziskovalno zanimivimi in živahnimi okolji. Dala bom primer. Mislim, da pač raziskovalna sredstva omogočajo vsaj nam na področju humanistike oziroma družboslovja, delo v arhivih, ampak stvari se že zalomijo, ko potrebujemo bogate bibliografske baze, ki so dosegljive na vsaki, bom rekla, resni anglosaksonski in nenazadnje tudi zahodni univerzi. Brez kvalitetnih bibliografskih baz, ki seveda stanejo, je izredno težko, bom rekla, raziskovati na primerljivi in učinkoviti ravni na področju družboslovja. Zdaj res marsikdo si pomaga z nelegalnimi viri, ampak inštitucije mislim, da bi morale poskrbeti za to, pač, da bi, ker to ne gre seveda samo za posameznika, gre za študente. Zdaj, ali ti študenti in študentke imajo možnost že v času svojega študija dostopati do teh bibliografskih baz, kar je na področju humanistike in družboslovja, kot pravim, izredno pomembno, ali nimajo. In reševanje, mislim, kot se večkrat dogaja na tem področju, prav zato, ker ni denarja, se rešuje pa z nekimi brezplačnimi zadevami, ki pa nimajo, bom rekla, niso konsistentne, niso dovolj dobre. Recimo, to je en tak primer, ki kaže na to, da situacija ni tako izredno slaba, ampak vendarle ni primerljiva z raziskovalno propulzivnimi okolji. Kaj pa ti, Matevž? Se verjetno lahko približno isto povemo. Zdaj, verjetno je zelo odvisno od področja do področja. Jaz zdaj delam v strojništvu, mogoče so malo interdisciplinarno, se tudi na biologijo zadnje čase, pa kemijo usmerjam. Ampak do nekega nivoja gre, s temi sredstvi, ki jih imamo. Do nekega nivoja prideš, mi smo relativno, tako bi rekel, v svetovnem ali pa vsaj v evropskem merilu zelo dobro opremljen laboratorij. Smo se mogli pa znajti, da smo do tega prišli. In en način, ki smo ga mogli se iti, pa je v bistvu čisto v redu, pa zelo učinkovit je ta, da se nas več laboratorijev med sabo povezuje in kupujemo drago opremo. To pred leti nekako, ne bom rekel, da ni bilo zaželeno, ampak nekako se nismo znali zmeniti med sabo. V zadnjem času pa praktično kakršnokoli dražjo opremo, boljšo opremo se kupuje skupaj z več laboratorij in se pač jo delimo. Noben ne rabi vse dni v tednu, noben ne rabi vseh 8 ali ne vem koliko ur na dan. In na ta način smo v bistvu vsi rastemo. To sodelovanje nas sigurno je v zadnjem času napram tujini bistveno
naprej pognalo. Je pa, kot sem že rekel, ko pa se začneš pogovarjati pa o res dragi opremi, v nekih res specialnih meritvah, jaz se predvsem z meritvami ukvarjam, tam pa odpovemo, tam pa ne pridemo več zraven, in tam je pa edini način, če želiš biti res dober, da se pa s tujino greš povezovati. Tukaj je pa zdaj čisto na osebnem nivoju. Ne moreš pisati nekomu nekam, da prosim posodi mi to pa to, ne vem, pri meni gre dostikrat za kamere. Enostavno moraš si narediti nek renome in ti potem mu reče, v redu, prid, pa boš lahko pri meni to naredil. Tako da tukaj bi se dal še marsikaj naprej narediti v tem smislu. Denar je pa seveda omejeno, to pa nimamo kaj. Verjetno več denarja bi marsikaj. Ja, v bistvu se strinjam zelo tudi na mojem področju na biomedicini. Zdaj tukaj na našem področju mogoče specifično je malo problem, da grejo stvari naprej zelo hitro. Ne vem, koliko pri tebi, Matevž, prva smo malo manj verjetno na družboslovju, da so v zadnjih 10-20 letih recimo šle stvari, ko grejo na genomsko raven analize celotnih genomov, to zahteva vedno dražjo opremo. In recimo meni osebno se zdi, da začenjamo zaradi tega zaostajati, ker ne moramo slediti več temu. Da včasih 10-15 let nazaj je bila oprema, ki smo jo imeli dovolj dobra, zdaj pa že počasi ni več. Je pa tukaj tudi mogoče to, kar si omenil, ampak da je tega še premalo, sodelovanja, da znotraj univerze med fakultetami, da bi mogli še več povezovanja biti, se delno to ARRS skuša spodbujati to, da je oprema na voljo, če se kupi z javnih sredstev, ampak mislim, da tukaj še se dostikrat kupuje neka oprema, več kosov na različnih inštitucijah, ki nobeni potem izkoriščen, tako da bi bilo to verjetno po mojem mnenju fino izkoristiti, ne več delati na povezovanju. Zdaj mogoče je malo problem, da nimamo enotnega kampusa, ampak spet pa ni tak problem, ker je Ljubljana majhna, tako da bi mogli malo več delati na tem. Ne vem, jaz mislim, da to, da imamo to opremo, da je javno dostopna vsem, to sicer obstaja, ampak jaz ne poznam primera, da bi pa direktno to nekdo šel uporabljati, tako da bi šel na internet, pogledal, kdo ima to opremo, zavrtel telefon, vprašal, lahko pridem, koliko stane. Jaz tega še nisem niti sam naredil, niti nikogar ne poznam, da bi to naredil. Vedno gre to prek nekih skupnih projektov ali nekako tako se mi zdi, da bi čisto tak neposredne izmenjave prišlo, jaz še nisem. Ja, vse gre bolj na prijateljski bazi, ko poznaš nekoga, potem sodeluješ, če ne poznaš, niti ne veš, da je oprema, pa potem včasih slučajno ugotoviš, da je nekako opreme. Težko je najti, tudi težko je najti, kaj sploh obstaja v Sloveniji. Mogoče iz tega smo se pogovarjali o razmerah, zdaj mi smo vsi dobro, Matevž, ti mislim, da si najmlajši, ampak vsi smo že nekje uveljavljeni raziskovalci do neke mere. Kar jaz vidim, je problem za mlade tudi pri nas, da mladi pa težko pridajo, sploh govorimo veliko o begu možganov, mladi odhajajo v tujino, ampak vračajo se pa težko, ker jim ne nudimo. Predvsem jaz tukaj vidim recimo problem, da ni novih programskih skupin, da jih je zelo težko dobiti nove programske skupine. Verjetno z nekim 3-letnim projektom s 100.000 evri financiranja zelo težko pritegnemo enega uspešnega mladega iz Amerike ali pa Velike Britanije. Kaj mislite o tem? Ja, jaz mislim, da je plačilni sistem v Sloveniji pač tak, kakršen je. Zagotovo ni zanimiv za raziskovalce, ki dobijo v tujini boljša delovna mesta, bolj stimulativno okolje, boljše plače. Je pa res, da en del mlajših, ki se tudi formira na prestižnih univerzah, si želi nazaj v Slovenijo. In ta del, čeprav je majhen, večkrat naleti na zelo resne ovire. In te ovire so prav v tem, da pač profesorji imajo ob sebi ljudi, ki jih želijo promovirati in niso pripravljeni prepustiti ta mesta bolj kvalitetnim raziskovalcem. Jaz mislim, da Slovenija bi morala narediti to, kar nekatere države so že naredile, recimo Italija je tak primer, zato da bi pritegnila kader, ki je se odselil v tujino, je predvidela toliko in toliko mest oziroma denar, ki ga je ministrstvo dalo tistim inštitucijam, ki so zaposlili ljudi, ki so se uveljavili v tujini, oziroma tu mislim raziskovalce, profesore in tako naprej. To je pač oblikovan je bil sistem, ki je podpiral vračanje
dobrih raziskovalcev in raziskovalk. In mislim, da Slovenija bi morala nekaj takega ukrepati, kajti če bo čakala, pač, da bodo tudi, lahko se zgodi, če ti ne določiš, pač, da v neki programski skupini mora biti vsaj nekdo, ki prihaja iz tujine, lahko tudi nova programska skupina ne pomeni možnosti za te ljudi, ne. Tako da tu je pa res seveda, da strogo omejitve v plačilnem sistemu, ne, in slabo nagrajevanje, to tudi ovira vračanje teh ljudi. Jaz mislim, da je tukaj plačilo ni tak problem, ne, da kakor jaz poznam, zelo veliko mladih si želi priti tudi za taka plačilna razmerja, kot so pri nas, čeprav seveda je problem to, ne, da je bolj problem razmere. Ta se mi zdi zelo zanimiv primer Italije, tudi sam sem slišal za ta primer. To je stabilno financiranje verjetno, dolgoročno financiranje za te ljudi. Ki se obnavlja, ne? Zdaj to ne pomeni, da enkrat je bil ta denar določen za ne vem, 20-30 let, ampak se obnavlja, ne vem, vsake 3 leta, 4 leta, pač se najprej zapolnijo ta mesta, potem se na novo obnovijo. Ja, ker pri nas je ARRS imel ene projekte posebej namenjene tujcem, ne, ampak to so bili 3-letni projekti, kratkoročni in nobene perspektive, kaj bo potem, če ne bo tak dobil na tem našem zelo omejenem razpisu za projekte, dodatnega projekta, tako da se zelo strinjam, ja. Tu, mislim, italijanski primer tudi ta, da če ti dobiš ERC ali Marie Curie, ti univerza da stalno mesto, recimo, ne glede ali to na ravni izredne profesure ali redne profesure, to so načini pač nagrajevanja in širjenja možnosti, da tudi ljudje, ki so zunaj pač določene univerze, pridejo na to univerzo. Sigurno je ta beg možganov, ali kakorkoli temu rečemo, ne, mislim, v Sloveniji že to mogoče počasi zdaj to razvija, ne, da sploh grejo mladi v tujino, ne. To je prvi problem, ki smo ga imeli, pa smo ga mogoče prebrodili tudi s Marie Curie projekti, pa tem, da dejansko zdaj mladi odhajajo v tujino za določen čas, a ne. Kakor sta pa že rekla, problem je nazaj priti, a ne. Jaz sem tudi bil v tujini za doktorat, mislim, meni je bilo nekako vedno jasno, da se bom vrnil domov, ne. Jaz nekako nisem hotel v tujini ostati, tudi ostali tujci tam me niso čisto dobro razumeli, zakaj ne, ker je v Nemčiji boljše, kakor v Sloveniji, a ne, nekako tako. Imel sem pa tudi to srečo, da čista osebna stvar, ne, ko smo rekli, ja, da si nek profesor že nekoga pripravil, da ga bo nasledil, a ne. Jaz sem mogoče srečo, da moj mentor tukaj, a ne, je nekako v tistem času, ko sem jaz se zelo začel s tem mojim področjem ukvarjati, on v eno drugo smer odšel, a ne. In si nisva nikoli v zelje hodila, po domače povedano, ne. Tako da sva zelo dobro skupaj, oziroma on je pač v svojo smer šel, jaz pa v svojo, a ne. Ampak v končni fazi tudi so bile v razmeru v laboratoriju tako dobre, da jaz zdaj nisem vodja laboratorija, kolega moj, ki je majčkeno starejši, a ne, ampak se super razumeva in zadeve funkcionirajo, a ne. Če pa tega nimaš, če to ni dobro vzpostavljeno, pa če vnaprej niso jasne da nimaš razpucan, po domače povedano, kako bo to funkcioniralo, pa jasno, da ne boš za nek kratek čas prišel domov, pa kar bo, ne. Sploh, če si neko dobro pozicijo že v tujini lahko recimo narediš v tem času, ne. Ja. Jaz sem podobno izkušnjo, jaz sem na Škotskem doktoriral, so me tudi vsi spraševali, zakaj pa želiš nazaj iti v Slovenijo, a ni tukaj boljše, oziroma pa iti v Ameriko. Ker sem šel pa še za 3 leta v Ameriko, ampak sem vseeno nazaj prišel, ker ima pa tudi življenje v Sloveniji svoje prednosti, ne. Zdaj, tako smo se pogovarjali, ne, bi bilo treba kaj pri recimo razpisih za delovna mesta spremeniti, bi jih mogli bolj odpreti, spremeniti, kako se sprejema ljudi na delovna mesta, da bi lahko take ljudje prišli, da bi ta problem rešili. Ja, razpisi, jaz mislim, da to, da je v Sloveniji pač zlasti v akademskem okolju pač raziskovalno in pedagoško delo povezano, kar je seveda tudi v drugih okoljih, ne. Tu večkrat zakomplicira zadeve, ker tudi včasih so kandidati zelo primerni za pedagoško delo, niso pa nujno tudi za raziskovalno, ne. Zdaj, to se rešuje z raziskovalnimi inštituti. Mogoče bi treba bolje premisliti, ne, te povezave, ne, med
pedagoškim in raziskovalnim delom, ker izjemen raziskovalec ni nujno tudi dober pedagog. Če gledamo pač na Univerzi v Ljubljani, v zadnjih letih je velik poudarek vse skozi na pedagoškem delu. Zdaj, mislim, mogoče en resen obračun, kaj je prinesla, danes se sicer pogovarjamo o raziskovanju, kaj je prinesla Bologna, kaj je mogoče tudi, bom rekla, negativnega prinesla v ta binom raziskovanje pedagoško delo. Mislim, te stvari verjetno bilo treba enkrat zelo dobro premisliti, zato za najti boljše rešitve in izboljšave. Ta problem univerze, ne pa pedagoškega dela, zamišljam skrenemo, pa raziskovalnega. Zdaj, v zadnjem času se to res, vsaj jaz to občutam, zelo začenja ločevati. Kdo je pedagog, kdo je raziskovalec, a lahko nekdo, ki je pretežno raziskovalec, recimo jaz sem, niti ne vem, bi rekel 80% sem zaposlen na raziskovalnih projektih ali pa industrijskih projektih, onih 20% pa učim. In niti ne vem, če je to po pravilih univerze trenutno. Zdaj upam, da me ne bo kdo haklal zaradi tega, ampak kakor jaz zdaj razumem, načeloma ali si eno ali si drugo. In zdaj se zgodi to, da potem pa se začnejo domine zaradi tega rušiti. Recimo interna pravila fakulteta je, če nisi pedagog, če nimaš predmeta, ne moreš imeti diplome. Mentor diplomantov. Če nisi mentor diplomanta, ne moreš biti mentor magistrantov, če nisi mentor magistrantov, ne moreš biti mentor doktorantov. Potem prideš v situacijo, ki bi se lahko zgodila, dobiš ERC projekt, pa 5 doktorskih mest in ti kot vodja ERC projekta ne moreš biti mentor tem tvojim raziskovalcem. In kaj se zgodi za tem, potem začnejo ljudje bežati. Pa zdaj ne govorimo o beku v tujino možganov, ampak beg iz univerze. In to se dogaja, recimo, če pogledamo, pa bom čisto direkt povedal, recimo Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, večina njihovih mladih raziskovalcev doktorira na podiplomski šoli Jožeta Štefana, na Univerzi v Novi Gorici. Na Univerzi v Ljubljani bi mogli vsi alarmi zaradi tega goreti. To ni okej, da grejo na druge inštitucije, čeprav imajo pri sosedih, celo v isti stavbi so. Ja, to sigurno je velik problem. To, kar si načel zdajle, jaz vidim kot drugi mandat predsednik Komisije za raziskovalno delo, smo se s tem precej ukvarjali, status raziskovalcev, in moram reči, jaz sem bil šokiran, lahko rečem, če lahko uporabim ta izraz, ko sem gotovo, kako je to, da dejansko tukaj nimamo neke enotne politike na univerzi, da vsaka članica to po svoje ureja status raziskovalcev napram pedagogom, in da so zelo, zelo različne prakse. Ponekod so raziskovalci lahko člani senata, ponekod ne morejo biti, tudi ta mentorstvo, ki si omenil. Tako da to je po mojem kar velik problem, ki bi ga bilo treba urediti na univerzi. Vsaj poenotiti, pa najti neko pravo pot. Verjetno pa nekako bolj izenačiti delo, tako kot je v tujini, ker na ameriških univerzah ni take stroge ločnice. Vsak, ki je zaposlen na univerzi, mora upravljati tako pedagoško, raziskovalno in strokovno delo. Je pa potem, če imaš več raziskovalnih projektov eno leto, se več raziskovanju posvetiš, pa manj pedagoškemu delu, pa tudi glede, koliko ima kdo interesa, ali pa tudi koliko je dober, kot je Marta rekla, če si pač boljši na raziskovalno, pač manj pedagoško upravljaš. Jaz mislim, da je bilo treba delovati v smeri neke dinamičnosti. Slovenski sistem, univerzitetni sistem je izredno tok. Zdaj jaz se strinjam, da v mali družbi včasih pravila pomagajo, bom rekla, zmanjšujejo oblike klientelizma, korupcije in vse to pač, kar se dogaja, ali familizma, vse to, kar se lahko dogaja v mali družbi. Ampak po drugi strani pa neke izredne togosti, recimo zlasti, ko se povabi, ko pristopijo tudi v raziskovalne projekte tuji, mislim, njihovo dokazovanje raziskovalne dejavnosti dosega res čiste kafkovske situacije, ker tu pač slovenski sistem deluje in zahteva, da vsi ostali sistemi ne bi bili taki kot v slovenski, ker mislim, da je pretočnost v anglosaksonskem okolju izredno velika, to, da recimo lahko poučujejo na fakultetah, seveda tu mislim predvsem družboslovne, humanistične fakultete, tudi ljudje, ki nimajo
do, bom rekla, akademsko dosežene univerzitetne obrazbe po vseh regalcah, ne, ampak ker so strokovnjaki na svojem področju dobijo neko, pač nek prostor, ne. Zdaj jaz si predstavljam, da nekaj takega bi bilo preveč grozljivega za slovensko okolje, ampak seveda neke pretočnosti, neke dinamičnosti, to pa bi po mojem slovenskemu univerzitetnemu okolju in Univerzi v Ljubljani še kako dobro delo in bom rekla, jo malo prevetrilo, no, prevetrilo, ker mislim, da se zlasti v zadnjih letih, mislim, vse pogosteje se ukvarjamo, oziroma inštitucija kot taka se ukvarja z nekimi strašnimi formalnostmi. Duren problem, ja. Zdaj en problem, lahko rečemo, da je ali pa da ni problem, ne? Ampak vidimo, da zadnja leta je začela Ljubljanska univerza padati na teh svetovnih lestvicah. Zdaj te so malo, recimo šanghajska lestvica, pa tudi Timesova so nekoliko, kako bi rekel, ne čisto relevantne po mojem za univerze, zato ker predvsem temeljijo na raziskovalnem delu, da pedagoškega praktično ne upoštevajo, ampak vseeno je pa verjetno to ni dobro, da smo začeli padati na teh lestvicah, ne. Tako da zdaj glavno tam so seveda število Nobelovcev, visoko citiranih objave v najboljših revijah. A mislite, da bi se mogli tega lotiti kako na univerzi, da bi skušali to izboljšati ali nekako pustiti? Ne, jaz mislim, da bi se bilo treba lotiti tega in v bistvu oblikovati neka območja odličnosti okrog tistih znanstvenikov, ki so najbolj prodorni. In v bistvu tem ljudem dati tudi nekoliko proste roke, no. Mislim, če pomislimo, da Ljubljanska univerza ima v svoji sredi raziskovalce, kot je Slavoj Žižek, ampak v bistvu iz tega ni znala narediti nekaj takega, kar je naredila recimo Univerza v Seulu, kjer ga ima samo kot enega od profesorjev, veliko pove, no, torej o tej nesposobnosti neke dinamičnih pobud, ne, ki bi znale ovrednotiti to, kar univerza nedvomno ima. No. Sigurno je to, ne, da, ampak to ni, bom rekel, samo problem univerza, ne, saj je že sam že ARRS, če rečemo tako, ne, nas nekako silo neko povprečje, ne, da nekako, ali pa ne sil, skrbi, da imamo povprečno zadovoljno grupo raziskovalcev, ne. Nekako, čim bo nekdo začel ven štrleti, da bi tega še bolj podpiral, bi se takoj našli drugi verjetno, ki bi rekli, zakaj ravno njega, ne. Vse to je verjetno težko narediti, pa res nekoga izdatno nagraditi, ki mu bomo ostali mogoče takoj zavidali, ne. Ampak konec koncev je bilo pa prav. Saj spet ni treba, da je to za nedoločen čas, da se ga nagrajuje, ne. Lahko se mu samo da za določen čas več zaradi mene, ne. Ravno tako bi mogli pa tiste, ki niso dobri, a ne, pa reči, ali pa ki niso produktivni, rečemo temu, ne, da niso dobri, se lahko pa nisi produktiven, ne. Ali pa področja, konec koncev, ne. Imamo področja, ki so pač aktualna bila 20, 30, 50 let nazaj, pa niso več, žal, ne. Se je treba spremeniti, ne. Znanost je živa, ne moramo skozi istih stvari početi, ne. Ja, seveda, to je sigurno problem, ne, ampak ta je tak precej globok, to, kar si zdajle načel, da je razdelitev sredstev po področjih pri nas stara nekaj desetletij, ne, kot nekaterih področjih, kot je čez svojega vidika, govorim, biotehnologije, nanotehnologije sploh še ni bilo, ne, pa še zmeraj ta razdelitev enaka, kot je bila pred 30 leti. Tako da to je zagotovo. Res je tudi, da vedno je težko posegati v neke pridobljene pravice, ne, tako da jaz tukaj vidim rešitev, da bi nova sredstva, o katerih toliko govorimo, ne, zakon o raziskovalni dejavnosti naj bi predvidel povečanje na nek 1%, če bomo to seveda kdaj dosegli, optimisti smo lahko, da bi ta nova sredstva mogli potem usmerjati v take usmerjene programe, tako kot si ti rekel, Matevž, ne, najodličnejše zbirati in potem dajati neka, okej, pustimo ta razmerja, ki so zdaj, pustimo programske skupine, ker to je neko ustaljeno financiranje, dajmo pa nova sredstva ne enakomerno razporejati. Recimo ta konkreten primer, ki je mene precej zbodel 2 leti nazaj, ko je bilo neka dodatna sredstva za infrastrukturne centre v Sloveniji na ARRS-ovi razporejena, ne. Vsi vemo, da univerza je tukaj izjemno podhranjena. Mislim, da imamo zdaj 17 FTE-jev na univerzi, Inštitut Jožef Stefan, mislim, da jih ima 44, ampak ko so dali to povečanje, kljub temu, da smo se mi že v prejšnjem mandatu s prorektorjem Čopičem sva se zelo borila, da bi to presegali, pa nismo uspeli, no.
In ko je bilo to povečanje, je prišlo do linearnega povečanja. Vsakemu so dali procentualno več, kar pomeni, da se je razlika samo še povečala, namesto da bi se zmanjšala. In da tukaj pač veliko prevečkrat, kot sem rekel, pustimo ta stara razmerja, ampak dajmo pri svežem denarju, pri novih sredstvih, pa dajmo nekako spremeniti, po mojem. Ja, mislim, po mojem je tudi problema, da naša univerza je ogromna. Je zelo, zelo heterogena inštitucija, ogromna inštitucija in je težko verjetno neko pametno usklajeno stališče zagovarjati pri celi zgodbi. Recimo nekemu kemijskemu inštitutu Jožef ali pa ISE-ju je to bistveno lažje. Gre lahko, ali pa zaradi mene tudi ZRC-ju, na SAZU-ju. Oni se bistveno lažje sfokusirajo in neko idejo pripeljejo do konca, da se to sprovede potem. Na univerzi je toliko enih različnih mnenj, toliko želja, da je to bistveno težje narediti. To je sigurno en problem univerze. V tujini pa takih univerz, kot je naša, praktično ni. Večinoma so to tehnične ali so naravoslovne, take cele univerze, kot je naša, pa praktično v tujini ni. Verjetno to tudi ni toliko zelo učinkovit sistem, če bi rekel. Pa ne rečem, da mora zdaj se deliti. V ZDA ti veliki sistemi so tudi, mogoče so bolj avtonomni znotraj, ampak neka univerzita v Kaliforniji ima vse, od umetnosti do naravoslovnih znanosti, tako da čisto ne znam. Jaz mislim, da je treba več povezav, da bi mogli bolj namesto, da se mogoče spet sredstvi povezana, ker so nizka, vemo, da pač smo podhranjeni v primerjavi s tujino in mogoče del zaradi tega tudi potem vsak gleda nase, pa kako bi sam skozi čim boljše prišel. Ampak da bi mogli začeti gledati na univerzo kot celota in da, če bomo vsi skupaj dobri, bo tudi vsak posameznik boljši. In jaz mislim, da tukaj je veliko možnosti, da bi lahko več sodelovanja naredili. Tudi družboslovje, vemo, da danes gre vse v interdisciplinarnost, da tukaj tudi bi se mogli več povezovati naravoslovci, tehniki z družboslovci. Mislim, da se tukaj da najti sinergije, ampak da jih nekako nočemo iskati. In mogoče mnenje Marta, kako mislite, povezovanje družboslovja in naravoslovja? Seveda, mislim, da je, jaz se ukvarjam s vprašanji spomina in jasno raziskovanje spominskih študij brez upoštevanja tega, kar nastaja tudi na področju naravoslovja, naravoslovnih znanosti, seveda je nek manko. Tako da možnosti, recimo tudi v zadnjih letih se zelo razvija ekološka zgodovina. Skratka, imamo področja, kjer so sodelovanja nujna in so lahko tudi zelo raziskovalno obetavna. Če lahko iz svojega primera, en del mojih raziskav je precej obsežen in posvečen biološkim razlikam med spoloma. Tudi tako področje, kjer bi bilo treba veliko več povezav z družboslovjem pa naravoslovjem, ker smo dostikrat vsak na svojih bregovih, ko nevroznanstveniki pač zagovarjamo, da so biološke, psihologi včasih govorijo, da jih niso, in namesto da bi se pogovarjali, smo vsak na svojem bregu in se sploh nočemo pogovarjati o tem. Pa to ne pomeni, če so razlike, da enakovrednost pa enakopravnost je absolutno pomembna in je treba skrbeti za to. Po drugi strani je pa ravno zaradi tega, jaz pravim, ker so biološke razlike, pa tega včasih ne upoštevamo, so celo ženske na slabšem, ker to zagovarjamo enakost, ker ko govorimo o enakosti, pa potem ponavadi tisti en, ki je enak človek, moški, visok 180 cm in 80 kg. In so taki banalni primeri, da so zdravila prilagojena moškemu telesu, pa do tako banalnih, da so bili pasovi v avtomobilih varnostni prilagojeni moškemu in so bili nevarni za povprečno žensko. Tu sem strinjam. Nekaj pa samo, mogoče še ocenjevanje raziskovalnega dela. Zdaj vemo, da v svetu se v zadnjih letih precej govori o tem, da bi mogli iz kvantitativnega prehajati na kvalitativno. Jaz tudi mislim, da sploh v Sloveniji smo precej zabredli v to bibliometriko kvantitativno, da nas sili ta sistem publish and perish, da smo mogoče še bolj ekstrem privedli, kot se je začel v zahodnih državah. Mislim, da bi mogli tukaj začeti razmišljati o tem, da bi šli bolj na kvalitativno ocenjevanje in da bi začeli opuščati bibliometriko. Jaz ali Matevž? Lahko Marta začneš. Jaz imam do tega malo takole, malo ambivalenten odnos, v smislu, če ne bi bilo bibliometrike v Sloveniji, verjetno ne bi nikoli dobila prvih projektov.
in bi bila moja raziskovalna kariera zelo različna. Tako da mislim pa seveda daleč od tega, da bi jaz nasprotovala bolj kvalitativnemu ocenjevanju, ne. Ampak včasih je ta bibliometrika v okoljih, kjer delujejo naveze, lahko pač nek, bom rekla, korektiv, ne. Zdaj se strinjam pa, da je v Sloveniji pač bil ta korektiv izveden nekoliko pretirano in da izključno merjenje daleč od tega, da bi pokazalo res kvaliteto raziskovalnega dela. Moje mnenje o bibliometriki je tako, no, jaz jo uporabljam, ampak jaz jo uporabljam Ko se z nekom srečam, ki ga ne poznam, ga jim najprej pogledam, koliko ima, pa ne bom zdaj rekel točk, ali pa pogledam tisto vrstico na Sikrisu, samo da vidim, da si ta prvi vtis pogledam, kaj je, ne. Ta drugi vtis, ki si ga probam narediti, je, še preden se srečam, je, da pogledam tisto, ko so študentske ocene, tiste kolikor javne napisane, potem enkrat vem, a je relativno dober raziskovalec, pa če je kolikor dober človek, ne. Če se do študentov lepo obnašaš, pa si dober, če je presek tega dvega, pa si dober človek in raziskovalec zame nekako, ne. To je tisti prvi vpliv, ne. So pa točke po mojem, zakaj so dobre, je, da nek prag določiš, ampak izključno prag, kar je pa naprej, ne bo pa kvalitativno, ne. In mogoče se vsi preveč obešamo na to, kdo ima več točk, ravno tako, kot je pri, ne vem, recimo temu, ne vem, šanghajski lestvici, a ne, kdo je prvi, kdo je tretji. Med prvimi 100 ni nekih blaznih razlik, a ne. To so dobre univerze. Ravno tako, kot je v resnici vseeno, je Univerza v Ljubljani 600 ali 400. To je približno enak rang, a ne. Vidite, kvaliteta verjetno je toliko, raztros kvalitete na vsaki univerzi je toliko velik, da je odvisno, s kom delaš, kje delaš, konec koncev, ne. Tako da točke se mi zdi, da bi se jih čisto opustili, se mi ne zdi toliko fajn, bi pa mogli predstavljati izključno in samo nek prag za naprej, ne. Potem pa kvalitativno ocenjevanje pa seveda, ne, mislim, če je to kvalitetno kvalitativno ocenjevanje, se pravi zelo nepristransko, je to super, ne, ampak biti nepristranski je težko, a ne. Že če ocenjuješ tuje projekte, je to težko, da bi znotraj Slovenije to delali, si skoraj ne predstavljam, ne. Zato imamo tuje recenzente načeloma teh projektov, je pa spet vprašanje, koliko so te tuji recenzenti kvalitetni v končni fazi, a ne. Zdaj ne vem, koliko dobijo denarja za te ocene projekta, ampak zdi se mi, da ne dovolj, da bi zanimirali res tiste najboljše, a ne. Že na EU nivoju, no, zdaj sem slučajno vpet v en tako ocenjevanje, pa vidim, da pretežno so recenzenti iz vzhodne Evrope, ker je očitno za zahodnjake to premalo plačano, a ne. Jaz sem šel prvič zraven, da sem sploh videl, kako je to je, a ne, in je res veliko dela, a ne, in spet ni toliko zelo dobro plačano. Smo pa žal ena navadna Slovenija, ker to ni ne vem kaj, a ne. Zadnjič so me prosili, da ne ocenjujem projekt iz ETH-ja, ne, Švicarji, ne, in je tam piše lepo od spodaj, nam je zelo žal plačati, ne moremo zaradi internih pravil, ti bomo pa poslali švicarsko čokolado v zahvalo, ne. Pa rečeš ja, ne, ker veš, da se splača tisto, da se boš tudi marsičesa naučil, a ne. Verjetno Slovenija na ta način ne bi nikamor prišla, ne. Ja, to se strinjam, zelo, da kvalitativno ocenjevanje je zelo problem v takem majhnem okolju, kot je Slovenija, kako to zagotoviti neodvisno, po mojem, edino z nekimi tujimi recenzenti, kjer je pa seveda lahko spet problem, ne. Ampak jaz, če vidim na svojem področju, spet ne, če izhajam, se mi zdi, da je problem zaradi bibliometrike. Tudi jaz sem imel podobno izkušnjo, kot si rekla ti, Marta, tudi jaz sem predvsem dobil pozicijo zaradi tega, ker sem prišel iz tujine za dobro bibliometriko takrat pred 20 leti. Ampak jaz vidim na svojem področju, da se je to vse skupaj zelo, zelo spremenilo, ne, v poplavi znanstvenih revij. Danes lahko objaviš v reviji z impact faktorjem karkoli, dejansko si upam trditi. Boš našel slej ko prej eno revijo, ki ti bo nekaj objavila, tudi če bo neka neumnost. Nas pa ta sistem nabiranja točk sili, da objavljamo čim hitreje, ne, in da ne delamo več nekih dolgoročnih raziskav, sploh če si vezan na raziskovalne projekte, če nimaš nekega stabilnega financiranja,
in tudi, če se ne greš tega po angleško salami slicinga, vseeno objavljaš vsako manjšo raziskavo, ko jo zaključiš, ne, da tukaj bi mogli nekaj spremeniti, kako to, ker znanost pa vemo, da deluje na dolgi rok in tukaj bodo potrebni po mojem razmisleki. To se strinjam, zelo se strinjam. Sigurno je povsod problema, ne? Tudi to, da se forsira, ne vem, revije z visokim impact faktorjem, ne, zaradi mene, ne? Določene revije to napihujejo, ne? Se vidi, da jim skače za krat 2 vsako leto, ne? Prideš pa v tujino pa rečeš samo, koliko imaš člankov v tej reviji, ker je to revija, ki ima renome, ne? Impact faktor ima pa nas niti ne vem, če bi v prvo polovico prišla, ne? Ampak če tam noter objaviš, tam je res težko objaviti, ne? Potem te začnejo resno jemati, ne? In to je problem, ne? Ampak to je potem na vsem, potem se spet na vseh področjih, to ni samo projekti, ne? Potem so to tudi izvolitve, ne? Vse članice univerze imajo toliko člankov, toliko citatov, toliko, ne vem česa, točk zaradi mene, ne? In potem nek kandidat preseže to, ne? Komisija reče, ne, nisi primeren za profesuro, ne? In potem odziv je jasno, tožimo fakulteto, ker mi niste dali, se izpolnjujem vse pogoje. Točke bi mogle biti samo prag. To je tisto, kar ljudje ne razumejo. Ne? In tudi ni tako zapisano konec koncev v pravilniku. Pa lahko tožijo, ne? Imajo prav v resnici. Ne? Ni neke kvalitativne ocene. Ne? Ja, verjetno bi spet mogla univerza tukaj biti bolj aktivna, pa narediti mogoče neka pravila. Saj vemo, da smo različni, ampak neke take splošne, pa delno prilagojene za področja, bi se pa verjetno dalo neke smernice narediti na nivoju univerze. Ne? Tako da, kako iti v to, ker mene recimo moti me to, ne, da mi podpisujemo deklaracijo, da univerza ni podpisala deklaracije DORA, ampak ARRS recimo je podpisal načrt S, ki govori o kvalitativnem ocenjevanju, hkrati pa še zaostrujo bibliometrične, ne, ti novi predlogi pravilnika, ki sicer, kot sem zdaj zadnje novice slišal, niso bili sprejeti, so šli še bolj v bibliometriko. Tako da tukaj spet malo po slovensko mogoče podpišemo deklaracijo, ampak se ne sekiramo, kaj dejansko smo podpisali. Ne. Ja, mislim, da smo že kar precej predebatirali, tako da čas je tudi dobre pol ure minilo, tako da bi počasi zaključili. Mogoče kakšna zaključna misel še, kako bi lahko izboljšali raziskovanje na univerzi, pogoje? Ja, mislim, jaz vztrajam, da je efektivno sobotno leto ključen element za to, da bi nastajala resna dela, saj pri tistih, ki so pedagoško angažirani. To je pač, bom rekla, inštrument, ki ga uporabljajo vsa raziskovalno propulzivna okolja. In to, da nek zelo ugleden raziskovalec pač zato, da si pridobi nekaj mesecev časa za resno raziskovalno delo, mora opraviti v prvem recimo semestru vse pedagoške ure in nima možnosti pač vprašati nekega sistemskega sobotnega leta, ki je sicer vpisan v statut univerze, ampak dejansko se ga ne prakticira. Ne? Mislim, da to je resen problem. Po mojem mnenju ta glavna stvar, ki bi bila, je, da se ravno ta enačenje med, pa niti ne enačenje med raziskovalci pa pedagogi na univerzi. Jaz mislim, da bi mogel, nihče ne bi smel biti zaposlen izključno na pedagoškem delovnem mestu, da bi si mogel določen del plače, zaradi mene, zaslužiti tudi z delom na raziskavah. To bi bilo in s tem bi tudi bistveno bolj odprl možnost in za poučevanje, in za mentoriranje, in za raziskave konec koncev na celi univerzi. In s tem bi šla kvaliteta, po mojem mnenju, bi se že takoj, ne takoj, z leti bi se to poznalo. To bi bilo po mojem ta prva stvar, ki bi bilo treba narediti. To v bistvu do neke mere teoretično je, ne, samo praktično se ne izvaja, ker v pedagoški pravilnik govori o tem, ne, da moraš opraviti kot profesor 180 ur neposrednega pedagoškega dela, potem imaš, mislim, da je 640 ur posrednega pedagoškega dela, ostalo pa raziskovalno popravljavsko delo. Ne. Sam nihče, dobro, habilitacija so neka preverba, ni pa nekega drugega preverjanja, koliko je to raziskovalno delo dejansko. Moja ideja je bila bolj ta, da bi rekli, da si lahko samo 80% teh ur, ko si jih zdaj omenil, imaš plačanih iz pedagoškega dela, ostale si imaš pa iz raziskovalnega ali pa
programa zaradi mene, ne raziskovalnega pridobiti. Mhm. To recimo, ne. Mhm. Ja, zanimiva ideja. Ker pri nas imaš, ne, imaš ljudi, ne, ki so zaposleni 100%, celo 120%, ne, pedagoško, zakaj bi se še trudil, konec koncev, vse ti ni treba, ne. Dobro, najlepša hvala, Marta in Matevž, za tale, mislim, da smo imeli kar zanimiv pogovor. Hvala tebi. Hvala za vabilo. Če bi koga na to temo zanimali še kakšno vprašanje, ga lahko zastavi preko Facebooka, kjer je tale video objavljen. Tako da enkrat pa hvala lepa in se vidimo v naslednjem pogovoru. Hvala. Živja. Živja.